Letošnje Chen Zhenglejevo elitno tekmovanje je bilo posvečeno 120-letnici rojstva Chen Zhaopeia, učitelja današnjih Grandmasterov. Naša ekipa iz šole mojstra Fuja iz Yangshoua je štela 10 članov, od tega nekaj kovčev in 3 zahodnjaki. Na spominski slovesnosti smo videli več odličnih taiji osebnosti, med drugimi Grandmastera Chen Zhengleia, Cutiancaja in Wangxiana, ter nekatere Zhaopejeve direktne potomce. Zelo lepo je bilo videti tudi Chen Zhenglejeve najboljše učence v črnih uniformah. Skupaj z mojstrom so izvedli kratko formo 18. In enako tudi naslednji dan ob otvoritvi. Na tekmovanju je bilo približno 500 tekmovalcev, od tega le peščica zahodnjakov. Tako da smo zahodnjaki tekmovali kar skupaj s Kitajci. Ocenjevani smo bili po strogih kitajskih pravilih, sodniki nam niso v ničemer prizanašali, nasprotno. Treba se je bilo zelo potruditi, saj so Kitajci zelo fleksibilni, z lahkoto gredo do tav, v držah, kot so crouching tiger, snake creeps down, medtem ko mi zahodnjaki tega ne zmoremo. Zato smo večinoma tukaj dobili oziroma izgubili dobre točke. Prostoročne forme so se izvajali 5 minut, orodja pa 2 do 4 minute. Je bilo opaziti precej starejših, tudi nad 60 let, ki so bili zelo vešči. Konkurenca je bila res velika. Splošno je bilo videti precej dobrega taijija. Tem nagrajevanja je takšen, da določen delež dobi odličje. Zlato odličje ne pomeni, da si edini in prvi, ampak da si uvrščen v najboljši vrhni skupini. Solonč v svojem brezhibnem položaju in moji, med izvajanjem Arluja, naš coach Iz naše šole smo bili kar dobro uvrščeni, v glavnem smo prijeli 3. mesto, medalje za 3. mesto. Naši 4 coachi in pa midva z 2 bronastima in 2 srebrnima medaljama. Na tekmovanju smo sklenili številna prijateljstva, poznanstva. Veliko smo časa preživeli skupaj, se družili in tako kot pravi mojster Fu, tu ne gre samo za priznanje, za medalje, ampak gre kot za nekakšno družinsko srečanje vseh taidžijarjev.